Z nami je Ahmed Al-Kuzaj, politični svetovalec pri Kuzaj Associates. Najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili iz Maname v Bahrajnu. Torej, to ni prvič, da Iran napade Bahrajn ali pa Kuvajt, morda tudi ni zadnjič. Kako Bahrajn odgovarja na te napade? Poleg uradnih izjav o obsodbi teh dejanj nismo zadovoljni s tem, kar se dogaja. Vendar moramo poudariti, da se ti napadi niso ustavili. Od 28. februarja do danes so bili ti napadi le zmanjšani, vendar se niso ustavili. V zadnjih nekaj tednih so ponovno začeli napadati Bahrajn in Kuvajt. In od takrat niso mogli povzročiti večje škode, razen danes in pred 2 tednoma, ko so zadeli stanovanjsko stavbo s podobnim statusom. Kaj bi se moralo tukaj spremeniti, da bi Bahrajn začel ukrepati bolj odločno ali spremenil način, kako se odzivajo na te iranske napade? Težko je reči, celotna regija, vključno z zalivsko regijo, ni stabilna. Med dejavniki je tudi negotovost glede mednarodnega stališča do tega, kar se dogaja v zalivu proti Iranu. In seveda osebno me memorandum o soglasju sploh ne navdušuje. Pogoji niso jasni, ni jasno, kako bo izvedba potekala, prav tako ni jasno, kaj je zavezujoče, saj smo videli, da se kršitve po naravi niso spremenile ne med, ne pred, ne po podpisu memoranduma o soglasju. Kaj pa ljudje na ulicah v Bahrajnu? Kaj slišimo od njih? Kakšen narativ se tam širi? Ni prijetno. Tukaj bomo morali biti iskreni. Ljudje niso zadovoljni. Niso zadovoljni z Iranci, niso zadovoljni s tem, kako stvari stojijo. Seveda, tako kot kjerkoli drugje na svetu, kjer je negotovost glede tega, kar se danes dogaja, bo to ljudi razjezilo. A ljudje ne razumejo, kaj se tukaj dogaja. Spomnimo se, da so Iranci že prejšnji teden začeli svojo novo propagando, v kateri so trdili, da bo zaliv plačal za škodo. In nato je temu sledil obisk Marka Rubija v Bahrajnu, kjer je zagotovil zalivskim uradnikom, da se nič od tega, kar so omenili Iranci, ne bo zgodilo. Toda v časih negotovosti ljudje nikoli ne bodo zadovoljni, dokler ne bodo razumeli, kaj se dogaja. In povejte mi kaj več o tem obisku ameriškega državnega sekretarja Marka Rubija. Mislim, da je bil prejšnji petek. Tako je. Obisk sledi podpisu memoranduma o soglasju. To sledi nenehnim napadom Irancev na regijo, ne samo na zaliv, govorimo tudi o Libanonu in Izraelu, pa tudi o zagotovilih. Eden glavnih razlogov za obisk je bil zalivskim uradnikom posredovati pravo sporočilo. Da ni vse, kar so omenili Iranci, še posebej nekaj, kar naj bi se zgodilo, nekaj uradnega ali nekaj, o čemer bi bilo dogovorjeno. Večina tega, kar so omenili Iranci v zadnjih nekaj dneh, če ne celo vse, je zgolj propaganda, ki jo je treba prodati domačim Irancem in pristašem Irana v regiji. In kot nekdo na vašem položaju, kaj bi rekli, da bodo naslednji koraki? Kaj lahko pričakujemo v kratkem obdobju in nato na daljši rok? To je nekaj, o čemer smo vsi tukaj na I24 News English razpravljali, da se nič nezavezujočega ne bo zgodilo. Mislim, če govorimo o memorandumu o soglasju, z vsem spoštovanjem, ni nič zavezujočega v tem memorandumu. Ničesar strukturnega ni, kar bi nakazovalo, da se bo danes kaj zgodilo. Ker med podpisovanjem memoranduma in po podpisu memoranduma vidimo, da se ni nič spremenilo. Seveda, če govorimo o ključnih elementih memoranduma, govorimo o koncu sovražnosti, do katerega ni prišlo, medsebojnega spoštovanja tudi ni bilo. Prav tako sankcije in premoženje. Nihče, ki trpi zaradi tega. Iranci v regiji si želijo kakršnekoli obnove svojih sankcioniranih sredstev, bodisi osnovnih sredstev ali celo omilitve embargov. Govorimo o odpravi blokad, kar se ni zgodilo. Situacija v Hormuški užini posredniške skupine nič se ni zgodilo, kar nas vodi le po eni poti in to je nova zaostritev.
Prav, Ahmed Kuzaj, najlepša hvala za vaš prispevek in da ste se nam danes pridružili.